Lepo vas pozdravljam na spletnem seminarju, ki ga pripravljamo skupaj z Društvom za KVČB. Danes bomo govorili o sodelovanju. V sodobni obravnavi kronične vnetne črevesne bolezni postaja vse bolj jasno, da zdravljenje ne sme biti usmerjeno le v telesne simptome, ampak mora vključevati tudi duševno zdravje in celostno dobrobit bolnika. Prav zato bosta danes na webinarju svoja strokovna pogleda podala gastroenterolog in psihiatrinja ter osvetlila pomen medsebojnega sodelovanja pri obravnavi bolnikov s KVČB. Sem Andreja Šalamun, urednica revije Viva in lepo pozdravljam današnje 3 goste. Z nami so gospa Mateja Saje iz Društva za KVČB, gospa Tina Šubic-Metlikovič, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, ter docent dr. Gregor Novak, doktor medicine, specialist gastroenterologije. Živijo. Živijo, lepo pozdravljeni vsi trije. Toda še preden jim predam besedo, imam nekaj informacij za vas, drage gledalke in gledalci. Kot ste najbrž opazili, webinar snemamo. Posnetek boste v nekaj dneh prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Vprašanja za današnja predavatelja zapišite v pogovorno okence, označeno kot chat. Nanje bosta odgovarjala v zaključnem delu srečanja. Seveda vas moramo opozoriti, da se izogibate navedbi imen zdravil, zaradi zakonodaje namreč na taka vprašanja ne moremo odgovarjati, lahko pa navedete učinkovino. Webinar je kot običajno pri Zbornici Zveze Slovenije v postopku pridobivanja licenčnih točk. Ko bo sklep potrjen, vam bodo točke pripisali v 60 dneh. Dovolite mi, da vas ob tej priložnosti povabim, da si med 17. aprilom in 18. majem ogledate razstavo Na prostem, ki smo jo pripravili ob 30. obletnici akcije Moj zdravnik in je na ogled v Ljubljani na Krakovskem nasipu. Več o akciji Moj zdravnik najdete na spletni strani Vive, torej www.viva.si, pa še veliko novosti imamo, tako da vabljeni k obisku. Zdaj pa, da ne bomo predolgi, se posvetimo temi, zaradi katere smo danes tukaj. Z veseljem pozdravljam gospo Matejo Saje iz Društva za KVČB in jo prosim za nekaj uvodnih besed. Mateja, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa Mirna, prosim, prvi slajd. Spoštovani, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Iskreno me veseli, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili na webinarju, ki ga organizira Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen. Danes sem tu v 2 vlogah. Kot organizacijski in izvedbeni vodja izobraževanj, predvsem pa kot nekdo, ki s kronično vnetno črevesno boleznijo živi že 42 let. In prav ta osebna izkušnja mi je pokazala, da KVČB nikoli ni samo fizična bolezen. So dnevi, ko ni najtežje obvladati simptomov, ampak je huje, ko se pridruži utrujenost, negotovost, stiska. Tisti tihi del bolezni, o katerem se pogosto manj govori. KVČB ni le bolezen črevesja, temveč izkušnja, ki poseže v številne plati življenja. Zato mi današnja tema pomeni še posebej veliko. Pomembno je, da si dovolimo govoriti tudi o utrujenosti, bolečini in duševnih stiskah. Govorili bomo o nečem, kar osebe s KVČB pogosto čutimo, a težje ubesedimo, o povezavi med telesom in duševnim zdravjem, ter o tem, kako pomembno je, da nas pri tem nekdo vidi celostno. Verjamem, da bo današnji webinar odprl pomembne teme, prinesel nova razumevanja in morda komu tudi občutek, da v tem ni sam. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalila našemu sponzorju, podjetju Lex Sandoz, ki omogoča izvedbo tovrstnih izobraževanj in podpira ozaveščanje o življenju s kronično vnetno črevesno boleznijo. Hvala tudi obema predavateljema, dr. Tini Šubic-Metlikovič in docent dr. Gregorju Novaku, za njuno pripravljenost deliti znanje, izkušnje in pogled na to pomembno, a pogosto spregledano področje. Hvala vam za zaupanje in prisotnost, zdaj pa z veseljem predajam besedo naprej. Najlepša hvala, Mateja, za ta lep uvod. Tudi jaz se bom odpovedala svoji besedi in jo predala gospe Tini in gospodu Gregorju. Predlagam, da jima pozorno prisluhnemo. Se slišimo, se vidi prezentacija?
Ja, Odlično, odlično. Lep pozdrav v mojem imenu in imenu dr. Tine Šubic-Metlikovič, kolegice psihiatrinje iz PB Begunje, sam pa prihajam iz kliničnega oddelka za gastroenterologijo. Danes smo nekako bila naprošena, da govorimo o sodelovanju gastroenterologov in psihiatrov pri bolnikih s KVČB. Nekako smo se vse skupaj razmišljala, kako bi to zastavila in smo nekako se odločili, da bomo imeli kar eno skupno predstavitev, kjer se bomo nekako izmenjevali preko ene kliničnih primerov, poskušala bomo biti čim bolj priljudna, čim bolj nazorna, pa podati kakšne koristne informacije, mogoče tudi na trenutke na malo humorozen način. Tako da nič, najboljše, da kar začnemo. Kaj govorimo o sodelovanju psihiatrov, gastroenterologov? Jaz mislim, da kar precej gastroenterologov nas bi rabilo kdaj, kako pomoč kolegov z psihiatrije. Večinoma, ko je naše sodelovanje bilo doslej v glavnem omejeno na kakšne delirije, predvsem hospitalne odtegnitve in hospitalne delirije ob hudih boleznih, in takrat smo jih vedno konzultirali. Relativno malo smo se pa nekako ukvarjali z nekim celostnim pristopom, kot je Mateja prej povedala, bolnikov s kroničnimi boleznimi, v katerem je tudi kronična vnetna črevesna bolezen, s katero pa se bolniki, kot bom v nadaljevanju pokazal, soočajo zelo pogosto. Nekako sodelovanje s Tino je zdaj nastalo tudi nedavno, zaradi tega, ko v bistvu smo se srečali na enem strokovnem srečanju in je omenila, da ima precej bolnikov z KVČB in da je velik potencial za njihovo pomoč in da jim lahko zelo veliko pomagamo, zato smo tudi se odločili vložiti v to več časa, več truda in organizirati tudi en program, katerega bo Tina tudi na koncu pokazala. Mogoče začnem, da malo vnesem en okvir vse skupaj v sam problem, da ga mogoče malo orišem. To so podatki iz našega slovenskega registra bolnikov s KVČB, kjer nekako vsi večji centri, ki obravnavajo bolnike s KVČB, zadnja leta vnašajo podatke. Tu vidimo, koliko je pojav novih bolnikov z ulceroznim kolitisom in Crohnovo boleznijo v zadnjih letih in vidimo, da je trend nekako zdaj dosti stabilen pojav novih bolnikov. Kar pa seveda pomeni, da je prevalenca, se pravi število vseh bolnikov s to boleznijo nekako še vedno v porastu. Tako da nekako ocenjujemo, trenutno imamo v registru dobrih 5000 bolnikov, nekako ocenjujemo, da je v Sloveniji približno 7000 bolnikov s KVČB, kar je potem 0,35% slovenske populacije, kar nas uvršča med dežele z zelo visoko pogostnostjo te bolezni. Se pravi, to je velik javnozdravstveni problem. Kdaj se bolezen pojavi, tu vidimo mogoče drugo vrstico, če smo pozorni, Crohnova bolezen CD, ulcerozni kolitis UC, vidimo, da se ponavadi pojavi nekako najpogosteje med nekako 25 in 45 letom, večina naših pri Crohnovi bolezni 34 let, ulcerozni 37 let, nekako povprečna starost bolnika v naši ambulanti pa je 50 let. Kaj je en problem te bolezni je, da kljub temu, da imamo vedno več dobrih zdravil, še vedno zelo veliko bolnikom ne moremo vzpostaviti remisije. Tu mogoče so podatki PRO, to so Patient Reported Outcomes, ki nam povejo, kako aktivna je bolezen v danem trenutku. In to tudi vnašamo v register in tu vidimo, da recimo frekvenca blata je recimo pri 60% normalna ob vsej terapiji, 40% ima še vedno več kot običajno, še pravi, bolezen ni optimalno kontrolirana in še vedno 1 od 5 bolnikov, tudi če pogledamo na desni strani, desni graf, ima še vedno občasno kri na blatu, kar govori za aktivno bolezen. Kar pomeni, da bolezen je še vedno veliko breme, pri velikih še vedno neobvladana, poleg tega so tu še druge težave, kot so zunajčrevesne manifestacije, utrujenost, anemija in vse to vpliva seveda tudi na splošno počutje in lahko privede tudi do psihičnih težav, psihičnega slabega počutja. Najpogostejši entiteti, ki jih vidimo pri bolnikih s KVČB in psihiatričnih bolezni, sta anksioznost oziroma tesnoba in pa depresija. In tu je ena metaanaliza, ki je nekako pokazala, koliko pogosta je to v populaciji bolnikov s KVČB. In vidimo, da je depresija približno 50% bolj pogosta pri bolnikih s KVČB kot v splošni populaciji. In anksioznost približno 30% bolj pogosta. Kar pomeni, da bolniki, katerih populacija raste, imajo bolj pogosto
te težave kot splošna populacija, kar je nekako do neke mere pričakovano, glede na njihove konstantne težave, glede na njihovo kronično bolezen. Še mogoče bolj alarmanten pa je tale graf, ki kaže nekako, kolik delež bolnikov z KVČB ima bodisi anksioznost, ki je modra črta, oziroma depresija roza črta, in vidimo, da potem po letu 2010 na tem grafu vidimo, da je ta trend rasti kar nekako konstanten in da je tudi presegel že 10% in da se še kar naprej raste. Kar kaže, da je to dejansko en velik problem v naši KVČB populaciji. Pa bi mogoče zdaj kar izzval jaz kolegico Tino, da ne bom samo jaz dolgovezil. Tina, a imaš mogoče kakšno dobro razlago, zakaj je temu tako? Ja, hvala za tak uvod, Grega. Če kar predstaviš mogoče na naslednji slajd, zdaj, zakaj bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo doživljajo toliko več enih simptomov tesnobe ali pa neke depresivne motnje, je razlog v različnih stvareh. En razlog je sama kronična bolezen, tako kot si že ti povedal, pogosto zbolijo mladi ljudje, bolezen je sama zelo nepredvidljiva v poteku, v resnici neozdravljiva, in to predstavlja en velik izvor stisk za bolnike, ko dobijo diagnozo neke kronične bolezni, ne glede na to, ali je to kronična vnetna črevesna bolezen ali druge kronične bolezni, to predstavlja neko duševno breme zraven, in kup enih vprašanj že ob sami diagnozi, tako da se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu že na samem začetku ob vseh teh stiskah, ki so vezane in na potek bolezni in na začetek in na to, kako bojo oni vsakodnevno lahko ob tej bolezni funkcionirali, da na nek način paciente psihoeduciramo, mi rečemo, da jim povemo, da je normalno, da ob tem doživljajo lahko neko tesnobo, neke simptome, lahko kasneje tudi depresije. Ta element je že ob sami diagnozi lahko pogosto spregledan, tako kot tisti graf zelo nazorno prikazuje, koliko bolj so oni nagnjeni zaradi same kronične bolezni k pojavom neke tesnobe ali tudi neke depresivne motnje. Se pravi, neke stiske ob kronični bolezni. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je tudi neki tabuji, vezani na samo kronično vnetno črevesno bolezen, sploh povedati, da si bolan, sploh, če zbolijo to neki mladi ljudje, še vedno težko o tem govorimo, sami simptomi KVČB-ja so lahko zelo neprijetni, fekalne nuje, stome, bolečine, težave v spolnosti, in to so stvari, o katerih težko lahko bolniki govorijo, da ne govorim o sami stigmi in tabujih vezanih na duševne bolezni, kjer se psihiatri izrazito trudimo, in se mi zdi, da tudi družba, da je tabujev in stigme vezano na naše bolezni čim manj, ampak žal še vedno je. Vedno bolj so pa raziskave usmerjene tudi na to biološko povezavo, se pravi nekih duševnih motenj z kronično vnetno črevesno boleznijo. Mogoče je kdo že slišal o povezavi osi možgani in črevesje. Tukaj ta graf je sicer zelo kompleksen, ampak če na hitro poenostavim, dostikrat slišimo za črevesje, da so tako imenovani drugi možgani. Zakaj? Črevo in naši možgani so v resnici povezani dvosmerno, preko živčnega sistema, preko hormonov, preko tako imenovanih nevrotransmiterjev. To so neke živčne snovi, ki se prenašajo v našem telesu, v našem živčevju. In ena pomembna stvar, in to se mi zdi zelo pomembno tukaj poudariti, in tudi eno tako pomembno sporočilo je, da pri bolnikih, ki imajo okvarjeno črevesno steno, kar pri kronični vnetni črevesni bolezni je, gre za moteno sintezo ene snovi, ki je pomembna za doživljanje tesnobe in depresije. In pri njih gre za pomanjkanje te snovi, ki je potem prisotna v antidepresivih, ki jih mi pišemo. Ta snov je serotonin in pri njih je ta sinteza v resnici motena in gre za
pomanjkanje serotonina, se pravi, poleg tega, da se oni soočajo z kronično vnetno črevesno boleznijo kot z neko boleznijo, ki jo bojo imeli celo življenje, imajo tudi biološko podlago, da so bolj nagnjeni k tesnobi pa depresiji. Ok, zanimivo. Ja. Tina, se strinjaš, da kar pričnemo s kakimi kliničnimi primeri? Dejva. Dajmo tole, to je po mojem najlažje in tudi nekako najbliže tako bolnikom kot splošnim poslušalcem, kot drugim poslušalcem, ki nas danes poslušajo iz tudi strokovnega področja. Pa bom kar predstavil primer moje bolnice Maje, rojena 2004. Ona ima ulcerozni kolitis od leta 2018, se pravi, zbolela je že pri 14 letih. Bolezen je bila zelo refraktarna, kar pomeni, da se je slabo odzivala na terapijo. Odpovedali so že infliximab, adalimumab, ustekinumab, vedolizumab in tofacitinib. Že pravi 5 naprednih terapij, ki jih nekako smatramo med najbolj učinkovite, ki imamo na voljo, ni delovalo. Trenutno je na 6. liniji, to je upadacitinib, jak inhibitor, in ob tem je bolezen nekako sprejemljiva. Nekako odvaja 5-krat dnevno, bolj mehko blato, ni čiste driske, ima pa še vedno te urgentne pozive, da more nemudoma steči na WC, ko začuti poziv. Nekako je stanje sprejemljivo in si ne želi operacije. Namreč je plesalka, kot vidite na sliki, trenira jazz balet in nekako si ne predstavlja, da bi imela stomo, vsaj v tej fazi svojega življenja, in zaenkrat je odklonilna do tega. Je pa problem, da kot sem povedal, da bolezen je še vedno ni povsem pod kontrolo, kljub temu, da smo poskusili praktično vse. Zaradi tega je strah nekako prihodnosti, zaradi teh urgentnih pozivov, ko jo pozove, da more na blato, ima zelo rada, da je blizu WC, da je blizu stranišča in se včasih izogiba kakšnim socialnim dogodkom, ker ne ve, če bo uspela pravi čas do WC-ja in si res ne želi, da bi blato ušlo, kar se je enkrat že zgodilo. Zaradi tega ima tudi več težav v medsebojnih odnosih, vključno z partnerjem. Ob vsej tej bolezni in teh urgencah ima slabši spanec, spi manj ur na dan, je zaradi tega tudi bolj utrujena, brez bolj energije. In punca ni v dobrem stanju. Tako da v bistvu bi si želel bolj pomagati, kot ji lahko samo s temi zdravilami, ki jih imam na voljo, in takrat se spomnim na Tino, mojo kolegico iz faksa, ki smo bila skupaj v društvu, in jo kar pokličem na mobitel. Vidite, kako se me je shranila, ker jo zelo velikokrat nadlegujem. In rečem, ja, zdravo Tina, imaš par minut časa? Imam. Veš kaj je, glih sem v ambulanti, pa imam eno punco in potem jaz razložim celo zadevo. Rad bi pomagal, Tina, a imaš kak predlog? A je lahko kam napotim, a je lahko kaj predpišem, kaj lahko naredim? A rabi ona sploh kako pomoč, psihiatrično pomoč? Se pravi, tebe zanima, če sploh rabi pomoč, a ne? Zdaj, povedal si, da ima simptome in kronične vnetne črevesne bolezni in psihiatrične simptome. Res je, oboje ima, ja. In če se spomniš naše razlage in tega, kar psihiatri vedno bolj poudarjamo, glede na to, da ima kronično vnetno črevesno bolezen in psihiatrično pridružene simptome, je to še toliko bolj večji da rabi zdravila. Zdaj, po tem, kar jaz vem, jim vi gastroenterologi dostikrat rečete tudi neuromodulatorji, zato da izgubijo neko stigmo antidepresivov, in ko smo se prej pogovarjali o tem, da imajo oni v resnici pomanjkanje serotonina in so tudi zaradi tega še toliko bolj nagnjeni k neki anksiozno-depresivni simptomatiki, bi se jaz pri njej zagotovo odločila za antidepresiv. Na voljo imaš dve taki zelo dobri skupini zdravil, spodaj sta napisani kratici, ampak gre za zdravili, se pravi SSRI in SNRI, to so skupine zdravil, kjer delujejo na to, da se dvigne nivo serotonina v živčnem sistemu, ti drugi pa delujejo tudi na neke druge nevrotransmiterje, na noradrenalin, kjer pa gre za to, da se dvigne še ena druga snov
pomembna pri doživljanju depresije in po raziskavah tudi pri doživljanju bolečine. In če se zdaj dotakneva njenih simptomov, ki so opisani, moram poudariti, da depresija in tesnoba ali pa anksioznost pogosto potekata z roko v roki in dostikrat so ti simptomi pri pacientih vezani na različne elemente, na njihove misli, na njihova čustva, kako se počutijo, tudi na neke telesne simptome in tudi na to, kako se potem vedejo. In ves čas imamo tudi psihoterapeuti ali vedensko-kognitivni psihoterapeuti, s čimer se tudi sama ukvarjam, tale krog, ki je na desni strani prikazan. Zdaj njene misli ali pa misli, ki so depresivni, misli pacientov, ki so depresivni, so dostikrat vezani na neko negativno samopodobo, na to, kako jaz sebe doživljam, nikoli ne bo boljš, sem zguba, drugi si mislijo slabo o meni, to življenje nikoli ne bo boljše, ta bolezen se nikoli ne bo izboljšala, tako zelo katastrofično vidijo prihodnost, napoveduje stvari, jih vidijo zelo tako črno-belo, in seveda v skladu s tem doživljajo veliko tesnobe, lahko nekega depresivnega razpoloženja. Moram poudariti, da o depresiji govorimo šele, ko gre za neko znižano razpoloženje več kot 14 dni, večino dni v tednu. In dostikrat, kot smo rekli, je depresiji pridružena še neka tesnoba, lahko tudi razdražljivost, sploh pri moških, rečemo tako imenovana jezava depresija, in na nivoju nekih telesnih simptomov, ki jih oni doživljajo, gre pa za to, da imajo lahko preveč apetita ali premalo apetita, da imajo težave v spolnosti, da je potreba po spanju povečana ali zmanjšana, in v vedenju, to, kar si tudi ti sam povedal za to pacientko, da se začnejo izogibati nekim aktivnostim, sploh socialnim stikom, in to izogibanje pa vodi v vedno večje poglabljanje stisk in se zvrtimo v tem začaranem krogu, kjer so spet misli vezane na to, saj sem zguba, saj nikoli ne bo boljš, se družiti se ne moram, in se vrtijo v tem krogu svojih simptomov. Tako da glede na to, da ona ima simptome depresije, kjer opušča aktivnost, ima neke depresivne misli, tesnobno tudi razpoloženje, ne doživlja strah pred prihodnostjo, se izmika socialnim aktivnostim in da ima kronično vnetno črevesno bolezen, imamo v resnici dva da, da ji predpišemo nek antidepresiv, iz skupine zdravil, ki delujejo na povišanje serotonina ali pa serotonina in noradrenalina v telesu. Ok, dobro. Zdaj nekako, če sem te prav razumel, se pravi, ima ona simptome, ki dovoljujejo, da ji jaz predpišem terapijo. A je tako? Je tako. A to je lahko jaz kar takoj predpišem, ali rabi ona prej psihiatrični pregled, da lahko, da psihiater to napiše? Lahko to napiše gastroenterolog, družinski zdravnik? Lahko. To v resnici, zdaj jaz vem, da gastroenterologi imate pomanjkanje časa v svojih ambulantah, da težko se takih pogovorov tudi lote, ne vem, med kolonoskopijo, ampak če pa že je to pacientka, ki potoži v teh stiskah, kar ona tebi je, in se ti zaupa, potem pa je to idealna prilika, da ji tudi ti predstaviš antidepresiv, da je to zdravilo, ki izboljša njene simptome in pa hkrati tudi, zdaj, če to res drži, kar jaz ves čas tukaj govorim, tudi simptome kronične vnetne črevesne bolezni. Ok. Kaj bi pa potem ti predpisala od zdravil? Se pravi, čisto povzamemo, ta slabše spi, manj ima energije, izogiba se socialnim stikom, večkrat je tesnobno. Katero zdravilo ne napišem, Tina? Ja, zdaj pri zdravljenju depresije spet se odločamo glede na simptome, ki so v ospredju. Zdaj, če sem jaz tebe prav razumela, je predvsem v ospredju neka depresivna simptomatika, pa tudi slabši spanec, a je tako? Ja, res je, ja. Ja. Tako da se glede na simptome, a je v ospredju tesnoba, ali je bolečinska simptomatika, ali slabši spanec, odločamo med različnimi skupinami zdravil,
Zdaj pri njej, če mogoče še naprej klikneš, bi se jaz odločila za dve kombinaciji, in sicer, če se spomniš, prej sem razlagala, da je zelo pomembno, pri doživljanju in tesnobe in depresije vloga serotonina, se pravi, zdravila iz skupine zaviranja ponovnega prevzema serotonina, to je ta zelena obkrožena SSRI, in pa ker punca tudi slabo spi, bi poleg tega dodala še en antidepresiv, ki pa dobro vpliva na spanje, tako da bi v resnici, da bi pokrili to njeno tesnobo, dodali antidepresiv, ta prvi, in potem še antidepresiv, ki dobro vpliva na spanje, predvsem za namenom izboljšanja spanja. Aha. Se pravi, je to zdaj, lahko jaz zdaj kar tu na elektronski recept napišem in bom napisal ta dve zdravili in pri teh zdravilih, koliko sem vedel, je cel kup nekih stranskih učinkov, cel kup stvari moram biti pozoren. Daj ti kot enemu laiku z tega področja razložil, na kam moram paziti, na kam moram bolnika opozoriti, preden jaz to napišem. Ja, brez skrbi, jaz mislim, da bojo pacienti te hitro sami vprašali, kakšni so stranski učinki, zdaj tisto predno, pišemo neka zdravila, psihiatrična je vseeno, jaz vem, da je to težko včasih v gastroenterološki ambulanti, ampak vseeno vprašati, a so kdaj razmišljali, da bi si vzel življenje, da je tako hudo, da bi naredili konec. To so lahko težko vprašanja, ampak hkrati zelo pomembna. Kako mi to vprašam? Na kak način mi to vprašam? Če se jim je kdaj zdelo tako hudo, da so kar hoteli, da jih ne bi bilo, ali da bi zaspali, ali so kdaj razmišljali o tem, da bi naredili konec, kar direktno vprašati, Ne bom s tem kaj slabega sprožil, če to sprašujem. Ne, jaz mislim, da je pomemben čas, da se nameni tem, da ona se ti je že zaupala, ti je opisala to, da ne more spati, da se izogiba, da je zaskrbljena glede prihodnosti, in ko ti te stiske opiše, je tudi čisto na mestu, pa je bilo kdaj tako hudo, da ste pomislili, pa da ni več vredno živeti ali da bi naredila konec. Ja, in tukaj je zelo pomembno, da mi sami izgubimo strah in da to res tudi naslovimo in vprašamo. Vprašal si pa glede stranskih učinkov, kaj so. Ja, to te bojo vprašali oni takoj na začetku, najverjetneje, ker tako kot je stigma pri naših boleznih, je tudi pri zdravilih, in stranski učinki pri naših zdravilih so, tako da je pomembno o tem govoriti. Sploh punca je bila zelo anksiozna na začetku in naša zdravila lahko na začetku tesnobo ojačajo. In je to pomembno, da povemo, da se to normalizira. To je en tak paradoks antidepresiva in včasih je dovolj že samo to, da povemo, in da če bi čutili več tesnobe, da se potem za krajši čas lahko dajo zraven pomirjevala, te stranski učinki potem po enih 3 tednih minejo. Tisti najpogostejši stranski učinki, ki so pa tudi prehodni, je pa lahko kakšna vrtoglavica, suha usta, glavoboli, pa največkrat, to je pa zelo pomembno, da se jim tudi pove, lahko prehodne prebavne motnje, ki so pa lahko zelo različne. Lahko je to driska, lahko so bolečine v trebuhu, lahko tudi zaprtje, in je zato toliko bolj pomembno, da se to poudari in da je to prehodno. Nekako traja 3 do 4 tedne in potem stranski učinki minejo, in je zelo pomembno, da pacient to zdrži, ker se dostikrat zgodi, da če jim tega ne povemo, da pridejo nazaj pa rečejo, jaz sem sam slabši, sem sam še bolj zaskrbljen, moji simptomi KVČB so slabše, več driske imam, in je pomembno, da to uvajanje, ki lahko neprijetno zdržijo, in zdravilo prime ponavadi po enem mestu, nekje po 4 tednih. Dolgoročni stranski učinki so pa lahko zmanjšane spolne želje, kakšne težave v spolnosti, ampak to je pa vseeno redkeje. Ampak se mi zdi vseeno jim te najbolj pogoste smiselno povedati, zato da... To jih opozorim, da to lahko pričakujejo, ampak da je minljivo, ampak v vsakem primeru jih moram spodbuditi, da vsaj ne 4 tedne jemljejo zdravijo, da bojo videli, če učinkuje ali ne. Tako, da ga ne ukinejo. In tukaj je zelo pomembno, glede na to, tako kot tudi ta slikca nam od spodaj lepo prikazuje, tega strička, ki se drži za svoj trebuh, da je lahko prehodno slabše, ampak dolgoročno pa se izboljša. Zdaj, saj si videl, to zdravilo bi midva v bistvu napisala za tesnobo, pa paradoks je, da se na začetku lahko tesnoba ojača, in simptomi KVČB. Tako da je zelo pomembno, da se jim to pove, da te prehodne vajalne stranske učinke zdržijo. Če so neki glavoboli, da se vzame kakšno zdravilo proti bolečinam, če so te neki poslabšani
simptomi, gastrointestinalni simptomi, da to ni nujno poslabšanje KVČB-ja, in če je neka poslabšana tesnoba na začetku, da se da lahko prehodno neko pomirjevalo. Zelo, zelo Bi pomembno. lahko na utrujenost tudi to kaj vplivalo? Na samo utrujenost v bolnici? Lahko, zelo različno, zdaj sploh te antidepresivi, ki ne delujejo na noradrenalin, do tega bo prišla še malo kasneje, je lahko stranski učink, tudi neka utrujenost pri zdravilih. A si to mislil, kot stranski učink ali kot zaradi teh simptomov? Ja, lahko. Zelo je individualno in tisto, kar jih jaz spodbujam, je, da si ne preberejo vsega, kar je možno, ker tudi voda, če jo spijemo preveč, ima stranske učinke, ampak da se jih pa vse na tiste najbolj pogoste stranske učinke pa upozori in malo normalizira tudi neke uvajalne učinke. Tina, ful hvala. V ambulanti imam bolnika pred sabo, še imam ful gužvo, tako da te moram skenslati. Še lahko da pokličem tudi problema, ne? Upam, da boš napisal. Ja, že pišem. Čau. Evo ga, in mine en teden in naslednji teden spet ambulanta in prije k meni Tilen. On je rojen 1989, se pravi, je star zdaj 37 let. Ima že Crohnovo bolezen od leta 2010, prizadela je tanko in debelo črevo in ima eno tako trdovratno obliko Crohnove bolezni, ki prizadene tudi anus in povzroča perianalne fistule, zaradi česar je bil že večkrat operiran. Ima kombinacijo infliximaba, azatioprina in ob tem je on bolje, ni pa tudi ne povsem v redu, saj ima še vedno na endoskopiji ulkuse, ves čas ima občasne bolečine v trebuhu in tudi okrog analnega predela, kjer ima tudi perianalni izcedek. Zaradi vseh teh težav mu je velikrat zelo neprijetno. Zaradi teh fistul, ki ves čas po malem izcejo, tak gnojav izcedek je, mora ves čas nositi take krpice, da nima tega gnojnega izcedka na perilo, pa da mu slučajno kdaj ne bi to šlo čez spodnje perilo in se poznalo na hlačah, belih hlačah, ker je po poklicu kuhar. Včasih ima to zelo neprijeten von in zaradi tega je tudi anksiozen. Zaradi te bolezni ima poleg bolečin v trebuhu tudi težave v tem analnem predelu in zaradi tega izcedka mu je tudi samo z polnostjo zelo, zelo zoprno. Včasih je bil zelo dober plavalec, ampak odkar ima te izcedke, pa to se tudi izogiba plavanju in tudi v bistvu zaradi vsega skupaj nekim socialnim aktivnostim in je ves čas malo tesnoben. In tudi on ni v redu. Od zdravil v bistvu kaj veliko mu še optimizirati ne morem, ker ima v bistvu najbolj učinkovito zdravilo za to bolezen, ki je sedaj nekako boljša, kot je bila, ampak on tudi ni v redu. In spet je en teden kasneje, jaz spet kličem Tino. Tina, zdravo. Vidite, če mogoče vidite, si je že spet spremenila ime v imenikov. Tina, zdravo, Grega tu. Spet imam eno težavo. Tina imam tule v ambulanti, pa ima ene, se mi zdi, da težave, ker bi bilo fajn, če mi malo pomagaš. In pa razložim celo zgodbo in jo spet vprašam, Tina, a misliš, da mu lahko kaj predpišem, a mu lahko kako pomagam? Ja, evo, Grega, če si zapomnil tisto najino prvo skupno pacientko, tudi ta Tilen, ima in psihiatrične simptome in KVČB simptome, tako da spet dva močna razloga, da mu napiševa neko zdravilo iz skupine zdravil, ki delujejo na serotonin ali pa na serotonin in noradrenalin, se pravi antidepresiv, ravno zaradi povezave možganov in črevesja. Zdaj pri Tilnu je pa v spredju bolj anksiozna simptomatika, ampak spet, tako kot sva prej rekla, depresija in tesnoba dostikrat gresta v resnici z roko v roki. Če pa govorimo o tesnobi oziroma anksioznosti, pa so misli teh pacientov dostikrat spet katastrofično vezane glede prihodnosti, kaj če ne bo nikoli boljš, mogo bi to, mogo bi uno, ne smem tega, veliko enih pravil, napovedovanja prihodnosti, oni vidijo zelo tako črno-belo ali bo tako ali drugače, in v skladu s tem različna čustva doživljajo. Poleg tesnobe dostikrat ti pacienti doživljajo tudi neke občutke krivde, lahko sramu, tudi Tilen ga je doživljal pri spolnosti, dostikrat si naložijo večje breme ob doživljanju te krivde in telesni simptomi tega sicer pri njemu ni bilo, ampak v smislu neke tesnobe
so lahko številni, lahko izgledajo, tako da oni se včasih, ti tesnobni pacienti, ustrašijo teh telesnih simptomov. To so lahko tiščanje v prsnem košu, razbijanje srca, omotice, vrtoglavice, mravljinci, bolečine, tega je bilo pa pri njemu zelo veliko, tudi med samim spolnim odnosom, če sem prav razumela, in občutki sramu. In on se je začel izogibati in spolnosti in nekim socialnim aktivnostim, tako da v resnici ima neke simptome anksioznosti in pa tudi depresivne simptomatike. Okay. Se pravi, ti predlagaš, da mu spet kaj predpišem? Zdaj, a si zapomnil, da obstajajo tudi eni antidepresivi, ki dobro delujejo na bolečino? Se spomniš tudi? Nekaj si omenila, prejšnji teden sem ima z glave padla, lahko malo boš ponoviti. Probava malo ponoviti. Se pravi, tisto, kar moram poudariti, in pri tesnobi in pri anksioznosti so prva izbira zdravila antidepresivi, ampak pri kratkotrajni terapiji lahko pri tesnobi pomagajo lahko neka pomirjevala, ali tudi neki atipični antipsihotiki, to moram poudariti, da včasih to preko uradnih smernic, ampak pogosto psihiatri pišemo z namenom, da se tesnoba kratkotrajno umiri, zato ker klasična pomirjevala imajo potencial odvisnosti, tako da smo vedno bolj strogi, včasih so se pomirjevala zelo pisala, če je bil nekdo tesnoben. To je tisti prvi bliž na rano, če tako rečem, kjer je veliko tesnobe, da hitro prime, ker se spomniš, prej sva se pogovarjala, da ti naši antidepresivi, ki delujejo tudi za tesnobo, dostikrat mi pol pacienti rečejo, jaz ne rabim antidepresiva, jaz sem samo zaskrbljen, ampak terapija izbora za tesnobo so antidepresivi, ampak žal imajo dolg čas, da primejo, se pravi, sva rekla približno mesec dni, no, ampak pri njej bi se pa odločila za to drugo skupino zdravil, kjer poleg serotonina, ki ga imajo oni premalo, deluje antidepresiv, to je pa ta SNRI, če mogoče klikneš naprej, se nama bo to obkrožalo, deluje tudi na doživljanje bolečine. To je tisto, kar je zelo pomembno, tudi pri neki rehabilitaciji v določenih centrih, kjer imajo paciente z kronično bolečino, pišejo antidepresive, ki vplivajo na naše notranje doživljanje bolečine. In on ima bolečine zaradi same KVČB bolezni, ki ga ovirajo pri sami spolnosti, tako da glede na to, da je tako tesnoben, ima tudi neke depresivne simptomatike in izrazito bolečinsko prizadet, bi se pa odločila za neko drugo skupino antidepresiva, se pravi, ki deluje na serotonin in noradrenalin. Se pravi, jaz mu zdaj napišem v bistvu SNRI, ki bo v bistvu pomagal in za anksioznost dolgoročno, tudi kakšno depresivno simptomatiko, če jo ima, hkrati bo pa zmanjšal tudi vse te njegove bolečine, v mestnem času, preden to prime, mu pa dam benzodiazepin, da pomaga tisto najhujšo tesnobo, dokler zdravilo ne zagrabi. To je spravljeno. Ja, dokler zdravilo ne zagrabi in še toliko bolj, ker je on toliko tesnoben in ti naša zdravila lahko na tesnobo na začetku poslabšajo, da še toliko bolj umirijo te uvajalne stranske učinke, glede na to, da je toliko tesnobe pri njem. To se sliši odlično. Daj mi še sam povej, a moram kaj posebnega paziti zdaj pri teh zdravilih, podobno kot si mi prejšnji teden rekla za Majo? Ja, zelo podobni stranski učinki so tudi pri teh antidepresivih, ki delujejo na serotonin in na noradrenalin. Zdaj tisto, kar je tukaj pomembno, spet, če se dotakneva, to samomorilnost je treba oceniti in če to je v spredju, je treba urgentno napotiti k psihiatru, preden pišemo neka zdravila. Zdaj tisto, kar je pa mogoče ena taka ključna razlika pri teh pacientih, je pa v primerjavi s tisto prvo skupino, se pravi najpogosteje neki glavoboli, prebavne motnje, lahko neke omotice. Tisto, kar je pomembno, je visok krvni pritisk. Če je to pacient, ki ima že visok krvni pritisk, glede na to, da deluje na noradrenalin, da nas majčkeno dvigne, ampak hkrati zmanjša bolečino, je mogoče to za opozoriti. Vsi ostali stranski učinki so pa relativno podobni kot prvi skupini. Podobni kot primarni. Ok, super. Tina, pa še eno vprašanje imam. Kdaj je smiselno takega bolnika naprej usmeriti? Vsakega bolnika, ko mu napišem ta zdravila, kar pošljem
psihiater ali kam jih naj usmerim, ko mi gastroenterologi res nimamo veliko izkušenj s tem, da ne bomo kar nekaj pisali zdravil, ki jih relativno slabo poznamo. Ja, zdaj, vedno bolj jih očitno tudi poznate, ampak res je to, da v bistvu tudi vi nimate nekega okolja, kjer je mogoče prostor tudi toliko primeren, da bi pacienti svoje stiske naslavljali. Tako da, če se ti zdi, da prepoznaš, da ima nekdo neke stiske, pa da nimaš časa, pa se ti zdi smiselno, da bi tak bolnik dobil pomoč, je zagotovo v prvi vrsti lahko družinski zdravnik, oni več kot odlično poznajo obe te dve skupini zdravil in jih pogosto pišejo, mogoče samo, da predlagaš, da vidiš, da so v stiski, da svetuješ, da se o tem pogovorijo, s svojim družinskim zdravnikom, kjer bo mogoče lahko neko bolj intimno okolje, lahko več zaupanja, spet odvisno v kakšnem odnosu, ali je to pacient, ki ga že dlje časa poznaš, ali je v ambulanti, ali je med nekim posegom. Tako da v prvi vrsti zagotovo družinski zdravnik, Če je to recimo pacient, kjer je izrazito ukrnjeno funkcioniranje, da on ne zmore več v službo hoditi, v šolo, ne more študirati, da se toliko izogiba, da ne gre več ven, da joka recimo med pregledom, ali da ima že neka zdravila, pa niso učinkovita, potem je zagotovo smiselno napotiti k psihiatru, ali pa tako, kot sva rekla, če je neka samomorilna ogroženost, potem je potrebna napotitev v urgentno psihiatrično ambulanto. Zdaj, dostikrat pa tudi pacienti ne želijo zdravil, priznajo, da imajo neke stiske, potem je pa na mesto, da se jih usmeri na psihologe, ki so tudi vedno bolj dostopni v zdravstvenih domovih, v tako imenovanih centrih za duševno zdravje bova pol tudi pokazala te linke, kjer za določene obravnave sploh ne rabijo napotnice, ampak je že dovolj, da bi v bistvu, se tako zdaj razmišljam, ko se pogovarjava, bi na nek način bilo smiselno, da bi oni to dobili nekje napisano, kam se lahko obrnejo, da tega ti vsakič ne ponavljaš, ampak da dobijo tudi nek seznam možnih pomoči. To sem zdaj tekom najnega pogovora prišla do te ideje. Je še tale zadnja stvar, ki se je prikazala, je pa tako imenovana kognitivno-vedenjska terapija, pa če mogoče še enkrat klikneš, se bo še ena shemica nama prikazala, to je pa tisto, s čimer se tudi jaz ukvarjam na svojem oddelku, se dodatno tudi v tej smeri izobražujem in tudi bolnišnica, iz kjer prihajam, se pravi psihiatrična bolnišnica Begunje, ima en oddelek za vedenjsko kognitivno terapijo, ki je pa v resnici glede na študije najbolj učinkovita pri spoprijemanju z neko kronično boleznijo. Gre pa za to, da princip je tak, da ni situacija tista, ki je odgovorna za to, kako se jaz počutim, ampak je moje doživljanje situacije. Se pravi, če pogledamo na tej shemi od spodaj moje misli, in te misli vplivajo na moje čustva, na moje telesne simptome in tudi na to, kako se vedem. Se spomniš, ti pacienti se dostikrat izogibajo nekih aktivnosti, telesne simptome lahko zelo katastrofično interpretirajo, in doživljajo številna neprijetna čustva, tesnobo, strah, krivdo, sram, In zakaj se en pacient v neki situaciji, ko dobi diagnozo ali pa ko gre za neko poslabšanje bolezni, počuti toliko slabše kot pa drug, so pa odgovorne te naše misli, se pravi moje doživljanje situacije. In s tem se pa mi ukvarjamo zelo veliko na oddelku intenzivno, s tako imenovano kognitivno psihoterapijo, kjer probamo te misli najprej samo ublažiti, če je tako hudo kot nek obliž na rano, da jih učimo neke sprostitvene tehnike, preusmerjanje misli, potem kasneje pa te misli tudi prepoznati in nadomestiti z nekimi bolj funkcionalnimi mislimi. Zdaj, včasih te misli niso tako izkrivljene, kot so lahko, če pacient zelo katastrofično vidi neko prihodnost, ampak so lahko realno težke, pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo, takrat jim pomagamo, pri nekem reševanju problemov, pri sprejemanju neke situacije. Tako da je zelo individualen pristop pri tej obravnavi, ampak zelo učinkovit, ker je kognitivno-vedenjska terapija zelo tukaj in zdaj, zelo osredotočena na moje simptome, na doživljanje in glavni namen je zmanjšati vse te simptome, ki so na tej shemi rumeni na desni strani in izboljšati funkcioniranje, ampak to je pa proces. Hvala za razlago. Veš, Tilna, imam tu malo se mi že mudi, a ga še lahko jaz kam usmerim, recimo zdaj, da ne grem direktno, da se bi lahko mogoče sam pomagal, kje s kakšno
kakšnim načinom, no? Ja, zdaj zelo pomembno se mi zdi, tudi ta najin prvi link, ki je tamle prikazan, bolnike usmeriti v društvo, za kronično vnetno črevesno bolezen. Pri vseh kroničnih boleznih se je ta podpora bolnikov, ki imajo podobne težave, podobne izkušnje, podobne stiske lahko doživljajo, zelo pomembna, in to društvo je zelo aktivno, imajo zelo veliko nekih strokovnih predavanj, druženj, ki so tudi pomembna, za te bolnike. Potem drugi link, lahko se jih usmeriti, to, kar sem že prej omenila, v tako imenovane centre za duševno zdravje, ki so dostopni po celi Sloveniji, in na tem linku, ki je drugi link, so regije opisane, in za te centre za duševno zdravje pacienti ne rabijo napotnice. In v teh centrih so psihiatri, psihologi, delovni terapevti, medicinske sestre, in je dovolj, da že sami pokličejo ali da jih napoti recimo osebni zdravnik, ni pa nujno, da imajo napotnico. In je to tudi en tak pomemben korak, ker je dostikrat, tako kot sva rekla, še veliko stigme v psihiatriji. Jasno, pa malo poznamo, no? Ja, kar dober program, relativno novi centri so to, in glede na regijo, iz katere je pacient, si lahko tam poišče pomoč. Zdaj, če se spomniš, sva rekla, da je zelo pomembno, da te misli ali pa to tesnobo skušajo umirjati z tako imenovanimi dihalnimi vajami ali pa z mišičnimi relaksacijami. To je na tretjem linku, kjer so te tehnike tudi posnete in paciente spodbujamo, da to delajo, ali pa eni delajo meditacijo, enemu bo pomagali, da moli, karkoli. Gre za to, da preusmeri misli na neko aktivnost, da ni toliko v svojem ciklanju, včasih rečemo, tisti hrček na kolesu, ko se vrti, in da to prekine in misli preusmeri na neko sproščanje. In to, kar sem že prej omenila, v naši bolnišnici Begunje imamo tako imenovani vedenjsko-kognitivni oddelek, kjer je pa v bistvu program v obliki dnevne bolnice 4 tedne in pacienti prihajajo od doma, se pravi, niso hospitalizirani, v obliki skupin, in pa delujemo po principu tiste sheme, ki sva jo prej gledala, s tem, da je zelo širok tim tudi tukaj vključen. Psihiater, klinični psihologi, sestre, likovne, delovne terapevtke, kjer jih probamo. Za ta program pa je potrebna napotnica. To pa potrebuje napotnico. Zdaj na ta program jih lahko napoti pa psihiater, če ga že imajo, ali pa tudi izbrani družinski zdravnik na priporočilo psihiatra. No, odlično. Hvala, Tina. Zdaj bom mogel zaključiti, zaradi tega, ker imam še polno ambulanto. Pa te še kdaj pokličem, prav? Zmenen. Lepo se maj. Super. Ja, Tina, pozabil sem te vprašati. Še enkrat nazaj pokličem. Tina. En program ste še imeli, ki ste ga prav zasnovali za KVČB v Begunjah. Samo to mi še čisto na kratko povej, ko malo se mi že mudi, ampak samo par besed. Kako pa usmerim bolnike v ta program? Ja, veš kaj, to se je rodilo iz tega, ker je bilo toliko enih klicev v našo bolnico, pa konzultacij, tako pa smo mi rekli, kaj pa, če bi mi se skupaj kaj povezali s temi gastroenterologi, pa bi naredili eno podporno oziroma psihoterapevtsko skupino za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo, in v resnici je to se rodilo iz neke želje v resnici po sodelovanju. Tako da se bo ta, če mogoče klikneš še naprej, je v bistvu namenjeno za paciente, ki imajo anksiozno, depresivno simptomatiko. Želja je, da bi bili deležni skupinske obravnave, sprejeli bomo do 10 pacientov, in pa tudi individualne obravnave, po potrebi se bo vključili tudi družinske člane, deležni bojo pa in psihiatrične in psihoterapevtske obravnave, in to skupino začenjamo v maju. Če klikneš še naprej, mislim, da je tudi datum napisan, se pravi, bo vsako sredo med 12. in 15. uro bi pacienti imeli rezerviran termin, s tem, da moram poudariti, ne bojo ves čas skupine, skupina bo največ uro pa pol, ostali čas bo namenjen nekim individualnim razgovorom, lahko tudi razgovorom z družino, in začeli bomo skupino 20. maja, potekali bo vsakih 14 dni, čez poletje bomo naredili pauzo, tako da jaz te vzpodbujam, če imaš še kakšne take paciente, kjer vidiš, da bi rabili ali psihiatrično obravnavo, ali psihoterapevtsko obravnavo, ali mogoče celo oboje, največkrat je najboljše oboje, če ne vlak iz tiri, se pravi en tir psihiatrična, drug tir psihoterapevtska obravnava, da mogoče jim nameniš čas v ambulanti, pa ga napotiš
Bi lahko potem mogoče glih Tina pa Maja pa Tilen bi bila primerna mogoče, jim lahko ponudim to opcijo, pa jih napotim, če bi bila Jaz mislim, da bi bilo zelo smiselno, da bi one dva prišla, veliko bi se pogovarjali glede tega izogibanja, glede njihovega počutja in hkrati to, kar bi ti naredil v ambulanti, bi tudi mi jim napisali antidepresiv, seveda, če bi se one dva strinjala, spet tukaj je včasih potreben čas, 1, 2 ali celo 3 pogovori, da pacienti sprejmejo psihiatrična zdravila in mi imamo ta čas in ga tudi namenimo njim in njihovim strahovom v resnici. Super. Hvala ti, Tina, zdaj pa se res moram iti. Drži se. Ajde, Ja, hvala lepo za se pomoč. vej. Adijo. Evo ga. In smo že prišli do zaključkov, saj smo bili malo dolgi, ampak v bistvu smo zelo lepo vse povzeli. Se pravi, čustveno, slabo splošno stanje, anksioznost, tesnoba in depresivne simptomatika sta pogostejša pri bolnikih s KVČB kot v splošni populaciji. Ta smer, os možgani, črevesje gre v obe smeri, tudi samo črevo vpliva na to, kot tudi možgani potem vplivajo tudi na črevesne simptomatike. Tu je vloga nas gastroenterologov predvsem, da ta bolnike s stiskami nekako prepoznamo, predpišemo terapijo in jih tudi pravilno usmerimo naprej, sploh tistimi z hujšo simptomatiko. Fajn je, da sodelujemo različne stroke med sabo in zdaj tudi iz tega dobrega sodelovanja se je razvila tudi prav psihoterapevtska skupina za KVČB, ki bo delovala najprej v PB Begunje, pa upamo, da se bo razširilo tudi potem naprej, če bojo rezultati dobri. Tako da v luči tega se vam zahvaljujem za pozornost, zdaj smo pa še pripravljeni na kakšna vprašanja v diskusiji. Ja, gospa Tina in gospod Novak, hvala za to vajino simpatično izmenjavo mnenj. Veliko smo slišali danes o zdravilih, pa tudi o drugih načinih pomoči, pa bi jaz imela mogoče za začetek samo eno vprašanje. Kje je ta meja? Kdo res rabi zdravila in kdo lahko poskusi na nek drugačen način? Govorite zdaj o antidepresivih, predvsem. Ja. Meja je zelo na nek način individualna, ampak če pa pogledamo neke smernice, se pravi neka blaga do zmerna depresija, je lahko zdravljenje z res, se pravi intenzivno psihoterapijo enako učinkovito kot zdravljenje z antidepresivi, kjer pa gre za tako okrnjeno funkcioniranje, se pravi pri zmerno do hudi ali pa do nekih hudi depresiji, lahko tudi s psihotičnimi simptomi, tam pa najverjetneje brez antidepresivov ne bo šlo, tako da če je možnost neke psihoterapevtske obravnave, je lahko v resnici enako učinkovita kot antidepresivi, če v funkcioniranje ni tako okrnjeno. Je pa res en tak problem, ki ga pa imamo v Sloveniji v javnem zdravstvu, da psihoterapija še vseeno relativno slabo dostopna in žal večinoma samoplačniška in večinoma, kar pa je v zdravstvu, tudi pogosto skupinska, sploh kar se tiče naše bolnišnice. Ampak v primeru, kjer gre za neko kronično črevesno bolezen ali pa neko kronično bolezen, je lahko ravno ta skupina ima tudi neko svojo moč in lahko tudi pacienti drug od drugega marsikaj dobijo. Ampak če povzamem, tisto funkcioniranje je tisto glavno, ki nam je vodilo, ali zdravila ali ne. Skratka, niso nujna, so pa na voljo za tistega, ki jih res potrebuje. S tem smo odgovorili tudi na nekaj vprašanj že. Zdaj pa gospa Marija sprašuje prav tako v povezavi z zdravili, kako pa je pri ljudeh, ki imajo depresijo, anksioznost in še močno povišano telesno težo. Mogoče nekaj še o teži, če lahko rečete. Ja, obstajajo, mi smo se dotaknili ene najbolj pogoste skupine antidepresivov, kjer je lahko tudi povišanje telesne teže, stranski učinek ni pa nujno. Obstajajo pa antidepresivi, ki imajo manjši učinek na povišanje telesne teže, tako da se potem odločimo za drugo skupino zdravil, ampak mogoče na nek način niso tako učinkoviti pri sami tesnobi kot iz te skupine zdravil. Tako da spet zelo individualno, odvisno, koliko je to pridobivanje na telesni teži, koliko je moteče, a se da mogoče najprej z nekim gibanjem, zdravo prehrano,
če pa je ta porast težje tako intenziven, ne, potem pa je smiselno zamenjati antidepresiv, ker moram poudariti, ne, antidepresivov je en kup. Midva sva se dotaknila zdaj najbolj teh, ki so vezani na neko pomanjkanje ene snovi, ki je povezana tudi s kronično vnetno črevesno boleznijo, se pravi serotonina. No, gospa Metka sprašuje, kako si lahko pomagaš, ko noben zdravnik ne zmore diagnosticirati težave, ti pa ne moreš normalno funkcionirati že več kot 9 mesecev. Imata mogoče kakšen nasvet za gospo Metko? Verjamem, da je v veliki stiski zaradi tega. Ja, zdaj tako kot je Gregor, ne, bil zelo vztrajen pri iskanju pomoči za svoje bolnike, ne, tako tudi jaz gospe Metki svetujem, da je vztrajna pri skrbi za svoje zdravje in iskanju pomoči, ne, in če mogoče ne gre v prvo, pa v drugo, pa še v tretje, ne, in da ne obupa in da poišče pomoč, kjer se da pomagati. No, gospa Tanja je stara 41 let in piše, da je zaradi dolgotrajne bolezni pogosto utrujena in brez energije, kar seveda vpliva tudi na njeno razpoloženje. Sprašuje, kako naj loči, ali gre za telesni simptom bolezni ali že za psihično izčrpanost. Pa mogoče, če lahko kar oba, vsak svoj vidik to povesta. Ne, mogoče jaz začnem. Utrujenost je pri bolnikih s KVČB zelo pogosta težava. Seveda je bolj pogosta, če je bolezen aktivna. Mi seveda se trudimo, kar je v naši moči, da bolezen spravimo v remisijo, da ni aktivna. In pri velikem deležu bolnikov se s tem težave zmanjšajo, ne pa pri vseh. Utrujenost pri številnih bolnikih vztraja in to je en bolj težko naslovljivih težav, ki je, in v bistvu je ponavadi multifaktorska, se pravi, cel kup enih dejavnikov vpliva od same genetike, imunosti, okolja, aktivnosti bolezni, čustev in vsega ostalega. No, in je zelo težko naslavljamo. Kar mi v ambulanti delamo, je vedno izključujemo tiste zelo jasne razloge za utrujenost, kot so slabokrvnost, pomanjkanje železa, pomanjkanje vitaminov, aktivnost bolezni, ščitnica. Ne? To so te zadeve, ki jih vedno izključimo pri utrujenosti. Če tega ne najdemo, so naše roke večkrat zvezane, tako da včasih se potem tudi obrnemo za pomoč psihologom, psihiatrom. Mogoče ti nadaljuješ tu. Jaz bi se najprej navezala na to, kar si ti rekel, ne, tudi psihiatri, ko dobimo v resnici prvič nekoga v psihiatrično ambulanto, gremo ob neki izraziti utrujenosti tudi v izključevanje, ne, sploh ščitnica ima tukaj zelo pomembno vlogo, ne, tudi neko pomanjkanje B-vitaminov, ne, tako da pri sami depresivni simptomatiki tudi mi najprej želimo izključiti, ne, neke, da tako rečemo, organske vzroke, ne, za utrujenost. Če pa je to izključeno, ne, potem pa obstajajo tudi antidepresivi, ki delujejo spet na ene druge snovi, ne, ki pa dvignejo nivo energije, in neredko se odločimo pa tudi za kombinacijo nekih 2 antidepresivov. Pa še tisto, kar bi pa jaz poudarila, ne, poleg nekih zdravil, ne, tako kot sem prej rekla, ne, da vlakne iz tiri sta pomembna 2 tira. Pri sami psihoterapevtski obravnavi, ne, je zelo pomembna ta postopna aktivacija. Se pravi, da je najprej aktivacija in potem pride motivacija. Mi tudi pri pacientih, ki so na nek način zelo depresivni, vzpodbujamo, da grejo s sestro skupaj na izhod, pa da grejo mogoče zaenkrat samo do vrat ali pa do parka. Ne zmorejo nekega velikega sprehoda, ampak postopoma, ko bojo večkrat šli, bo prišla tudi ta motivacija, da grem naslednjič spet. Ne. Se pravi, ta motivacija, kljub temu, da je težko, ko je utrujena, ne pride z neba, ampak je tako zelo pomembno, da se motiviramo do tam, kjer lahko. Ne. Se pravi, kombinacija obojega pristopa. Ne. Če je pa ta izrazitost tako utrujena, da vsakodnevno se ne da funkcionirati, potem se pa da pomagati tudi z drugimi zdravili. No, hvala lepa. Gospa Bojana prosi za nasvet pri občasnih močnih glavobolih, zaradi katerih se zbuja proti jutru. Pravi, da je bolečina tako močna, da ne more niti do zdravila. A je to tudi običajno pri KVČB, gospod Gregor? Glavoboli sami po sebi zelo redko sovpadajo z KVČB, tudi niso neka tipična ekstraintestinalna manifestacija, tako da to je verjetno ena vzporedna pridružena zadeva. No.
Tako da z glavoboli se več ukvarjajo potem nevrologi, no. Mogoče je dobro, da za začetek o tem pove svojemu osebnemu zdravniku, ne, gospa, Mislim, da je bilo to pa najboljše. poiščeta skupaj neko rešitev za naprej, gospa Bojana. Gospa Sabina sprašuje, ali ti napotnico za psihoterapevtsko skupino v PBB lahko napiše tudi družinski zdravnik in ali napiše napotnico ali delovni nalog. Gospa Tina? Ja, zdaj zaenkrat, ne glede na to, da bomo sprejeli do 10 pacientov, smo se res omejili na gastroenterologe, ampak seveda, če je, ker moram nekaj poudariti, ključna je motivacija, da pacient pride. Pacienta se za psihoterapevtsko obravnavo ne da prisiliti in če je izražena neka motivacija, ne, to je relativno nov program, ki smo ga začeli, absolutno lahko tudi izbrani družinski zdravnik, če ima pacient kronično vnetno črevesno bolezen, ga napoti v psihiatrično bolnišnico Begunje, kjer je zelo pomembno, da se zraven napiše, da gre za KVČB skupino, napotnica naj bo pod stopnjo nujnosti zelo hitro, bo pa najverjetneje ta skupina se relativno kmalu zapolnila, glede na to, da je zaenkrat to kot nek pilotni projekt do 10 pacientov, ampak če še enkrat odgovorim, lahko jih napoti izbrani družinski zdravnik z napotnico za psihiatra zelo hitro, jo pošlje v psihiatrično bolnišnico Begunje zraven z pripisom za KVČB skupino. To so bila navodila, ki so bila poslana gastroenterologom, pa zraven je pomembno, da je napisana telefonska številka pacienta, da potem mi lahko paciente, preden jih vključimo v skupino, pokličemo na en individualni razgovor. Tako da Ja, gospod Gregor, izvolite. Ja, smem še samo tule v chatu sem eno zelo zanimivo vprašanje videl, ki je tudi mene zanimalo, gospod Tom ga je postavil. V bistvu antidepresivi imajo še vedno en tabu, ne, seveda probamo vse z nefarmakološkimi ukrepi najprej, če to ne deluje, je potem stopnja tukaj pomagamo z zdravili, farmakološko terapijo, kot so antidepresivi, ne. Ampak kako dolgo je pa potem smiselno jemati? Se pravi, damo antidepresiv, bolnik je boljši, a ga jaz po 1 letu ukinem, a ga po 2 letih ukinem, ali ga nikoli ne ukinem, kak predlagaš? Ja, super vprašanje, tega se mogoče nismo toliko dotaknili, spet odvisno od tega, koliko izražena je depresija, koliko globoka je depresija, ampak po smernicah je nekje smiselno vsaj 1 leto, jemati antidepresiv, če pa je to recimo že druga epizoda depresije, pa vsaj 2 leti, tako da ni smiselno, če se zdaj navežem na tvoje vprašanje, Grega, če se počutje izboljša, recimo smo rekli 1 mesec traja, da se izboljša, evo, jaz sem boljši, dajmo zdravilo zdaj ukiniti, ker gre za neko neravnovesje nekih snovi v živčevju, ki so rabile nekaj časa, da so se nazaj postavile, in je fino, da se zdaj ta nivo vzdržuje vsaj kakšno leto. Je pa tako, kot se zdravilo postopoma uvaja, se tudi postopoma ukine. To je še en tak tabu, ki se antidepresivov zelo drži, da si od njih odvisen. Od antidepresivov se ne da biti odvisen, je pa res, da se receptorji v živčevju na te snovi navadijo. In tako kot mi postopno uvajamo antidepresiv, ga tudi postopno ukinemo z namenom, da zmanjšamo te neke stranske učinke ob odtegnitvi oziroma ukinitvi zdravila. Ne gre pa za klasično odvisnost, ker odvisnost pomeni, da jaz rabim vedno višje doze za doseganje istega učinka. Ne gre za to, da se telo počasi navadi na to, da se ta snov v živčevju zdaj zmanjšuje. In na nek način je lahko počutje, ko se dajo antidepresivi stran, podobno gripi. Tako kot so lahko na začetku stranski učinki, ko se zdravilo uvaja, smo rekli predvsem več tesnobe, neki glavoboli, prebavne motnje, tudi ko se zdravilo ukine, ampak neredko pa pacienti rečejo, jaz sem toliko boljš, da bom te zdravila kar jemal celo življenje in moram poudariti, da so te skupine zdravil, ki smo se pogovarjali, varne, mi jih pišemo tudi nosečim materam, nosečim ženskam in tudi doječim materam, če je seveda funkcioniranje tako okrnjeno, da zdravila rabijo. Hvala lepa za ta pojasnila. Gospa Bernarda je mama in medicinska sestra, pravi, da jo skrbi za sina, ki je star 12 let in pol, lani februarja je imel akutni apendicitis. Napisala je, da je bil KRG odstranjen, od takrat se nam zdi, da je začel pogosteje dnevno odvajati, predvsem so to opazili letos februarja, ko so bile v šoli tudi trebušne viroze. Piše, da ima apetit, da ne hujša, odvaja pa 1 do 3 dnevno in da so v začetni obravnavi. Seveda jo skrbi, kako se bo razvijalo in
sprašuje, kako naj postopa s sinom. Jaz bi v tem kontekstu zaupal zdravnikom, no. To je stvar lečečega pediatra, zaenkrat kaj alarmnih simptomov ni. Verjetno pa, če bi težave vztrajale, se stopnjevale, bo verjetno usmerjena v nadaljnjo diagnostiko k pediatru, gastroenterologu, no. Ampak zaenkrat ni znakov za KVČB, koliko jaz to razumem. Mogoče še z psihološkega vidika, gospa Tina? Imate kakšen nasvet? Tudi za Zdaj- mamo mogoče, da se malo pomiri? Jaz moram reči, da za mamo, ne, da se pomiri, da tudi tako navezala bi se v bistvu na Grega, ne, da zaupa strokovnjakom, da to skrb v resnici preloži na medicinsko osebje in skuša biti tam za njega, predvsem kot mama. Če pa bi se izkazala, ne, da ima ob tem tudi neke stiske, pa seveda, da zanj poišče tudi ustrezno pomoč, a ne. Zdaj, če se spomnite tistega linka, tam centri za duševno zdravje odraslih, so tudi centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, za kamor ne rabita napotnice, a ne, in mogoče bi bilo pa smiselno, da gresta tudi skupaj na en pogovor, a ne, tudi mogoče, da se gospo razbremeni, pa da tudi v tem vidiku prepusti oskrbo za otroka tudi, se pravi, psihiatrični ali pa psihološki stroki, a ne. No, gospod Tove ima še eno vprašanje povezano z zdravili. Zanima ga, katera nimajo stranskih učinkov pri spolnem življenju. Aha. Zdaj obstajajo eni novejši antidepresivi, ki delujejo širše, se pravi, ne samo na ta serotonin in noradrenalin, ki smo ga omenjali, ne, to so relativno nova zdravila, učinkovina je vortioxetin. Sicer pa tudi druga zdravila, ki delujejo pa predvsem na dopamin, ne, ker ravno tisto, ne, kar je pomembno pri kronično vnetni črevesni bolezni, je, da gre za pomanjkanje serotonina in ravno ti antidepresivi, ki delujejo na povišanje serotonina, imajo lahko stranski učinek na spolnost, a ne. Tako da ja, se znajdemo lahko v enem takem začaranem krogu, kjer je mogoče pol smiselno dati en nižji odmerek zdravila, ki deluje na serotonin, pa zraven še kakšno zdravilo, ki nima toliko stranskih učinkov. Če pa tesnoba ni tako izražena, pa je bolj neka depresija v ospredju, potem pa predpisati bolj zdravilo, ki ne deluje toliko na serotonin, ampak poviša nivo dopamina v krvi, recimo. Hvala lepa. Gospa Tina ima vprašanje za gospoda Novaka, in sicer v zvezi z analgetiki. Katere učinkovine so varne pri bolečini ob zlomu kosti, na primer? Se pravi, za bolečino. V bistvu, kar se tiče kronične vnetne črevesne bolezni, je včasih veljalo neka dogma, da nesteroidnih antirevmatikov ne smemo uporabljati. Zdaj nekako novejše raziskave so pokazale, da imate tele večje populacijske študije, da v bistvu tudi nesteroidni antirevmatiki ne poslabšajo kronične vnetne črevesne bolezni. Tako da v bistvu, kar se tega tiče, jaz v bistvu mislim, da nobeno zdravilo ni kontraindicirano, čisto neželjeno. Mi seveda štartamo, vedno začnemo z paracetamolom, če je možno, če to ne pomaga, se potem lahko da tudi metamizol, se pravi, ne smem govoriti bez imeni, ne, zdravil, ne, metamizol. Pa seveda, če pa ne, pa so potem seveda tudi možni vsi ti nesteroidni antirevmatiki. Mi v prvi vrsti pišemo koksibe, se pravi, ne vem, kako je to navadno ime, ampak koksibi, to je skupina nesteroidnih antirevmatikov, ki ne vpliva toliko na prebavila kot običajni nesteroidni antirevmatiki. Če je bolečina huda in so potrebni, pa seveda tudi lahko predpišemo, sploh če gre za krajši čas. Seveda, gospa Tina, Tako, verjetno je smiselno, da se gospa Tina posvetuje s svojim strokovnjakom, svojim specialistom, ne, o tej temi. Tudi družinskim zdravnikom mirno lahko predpiše analgetično terapijo, ja. No, gospa Tanja ima eno zanimivo vprašanje. Zanimajo, ali drži rek krončki občutljivčki? Na kaj je to namenjeno, meni ali Tini? Bom odgovoril. Včasih, jaz mislim, da je to zelo povezano s samo boleznijo. Jaz te izkušnje v ambulanti nimam, moram priznati, ne. Mislim, včasih velja kak tak, seveda v vsaki populaciji so kake izjeme, ampak v povprečju jaz
tega občutka nimam, moram priznati. Mislim, zelo rad delam KVČB ambulanto in me ponavadi napolni z energijo. Seveda imajo pa določeni procent bolnikov zelo hude težave in če so zelo hude težave, kronične težave, utrujenost, druge težave, to seveda vpliva na čustveno stanje, psihološko stanje in pri teh primerih se seveda logično tudi pojavijo potem tudi kakšne posledice, no. Ki pa jih naslavljamo mi iz gastroenterologije, predvsem, da zdravimo osnovno bolezen, zmanjšamo težave. Veliko mora narediti tudi bolnik, potem pa, če težave vztrajajo, pa potem včasih pride v poštev tudi Tina, ne? Ja. Tina, bi želeli kaj dodati tukaj ali gremo naprej? Vprašanje še kar nekaj. V bistvu se strinjam, spet funkcioniranje je tisto, kar je pomembno, pa tudi, tako kot je Grega rekel, en del zaskrbljenosti ali pa če rečemo preobčutljivosti, kako ste rekla, kronički občutljivčki, je normalen, oni imajo kronično nepredvidljivo bolezen in tudi to neko normaliziranje, nekih stisk je zelo pomembno, ko pa so te misli, tako kot smo rekli, preveč katastrofične, dobijo, ne vem, malo povišan tak ali protektin ali malo slabši izvid ali karkoli, ali neko slabokrvnost lahko zelo katastrofično interpretirajo, tukaj jim mi pomagamo, hkrati pa normaliziranje, oni imajo neozdravljivo kronično bolezen in so zaradi tega tudi bolj občutljivi, bolj pozorni na svoje telesne simptome in tisto, kar se mi zdi tako zelo pomembno pri teh bolnikih, se mi zdi, da še dosti krat, to sem tudi zasledila tam nekje med vprašanji, da so perfekcionisti ali da se jim včasih tudi nalaga neko breme za bolezen, da so oni krivi, da so zboleli. Tako se mi zdi tako zelo pomembno to neko, tudi neka edukacija, zdaj sam nas se to bi Grega boljš povedal, ampak bolezen je multifaktorska, delač od tega, da bi oni bili zdaj odgovorni, da so krivi, da so zboleli. No, gospoda Jožeta zanima vpliv probiotikov in prebiotikov ter pa fermentirane hrane. Zanima ga, kakšen je to vpliv in ali je zadosti močan, da je smiselno neko redno jemanje. Gospod Gregor, to je vprašanje za vas, predvidevam. Ja. Hvala za vprašanje, to je zelo pogosto vprašanje. Pri kronični vnetni črevesni bolezni je hrana zagotovo pomembna, tudi vedno več študije, ki govorijo o tem vplivu, no. Je pa zelo težko izluščiti prave napotke za bolnike. Tudi vse študije, kar se tiče probiotikov, prebiotikov, so zelo raznolike in jih je zelo težko interpretirati. In to, da bi jasno kazali, da je to zelo učinkovito pa zelo smiselno jemati, teh podatkov je relativno malo. Tako da tudi, če je ugoden vpliv oziroma na študije, na kar mi vedno delamo, govorimo o evidence-based medicini, da v bistvu s podatki podprta medicina, kjer so dobri dokazi, tam svetujemo. Če so podatki šibki, ne moremo preveč svetovati. In tudi je tudi pred veliko metodoloških problemov še pred tem, da bi to lahko vse splošno svetovali. In spet vprašanje, katere prebiotike svetovati. Tako da načeloma nismo a priori proti temu, če si kdo želi to kupovati, ne spodbujamo pa bolnike k temu, ker so to vseeno relativno dragi preparati, no. So pa posamezni ljudje anekdotično pravijo, da jim zelo lepo pomaga, tam da absolutno v tem primeru jim ne odsvetujemo tega, da bi to jemali, no, če si bojo to izbrali, no. Ja. So pa zelo redke entitete, kjer imajo to prednost, recimo pa očitis je ena jasna stvar, kjer to pomaga vzdrževati remisijo, no. Tam je pa recimo probiotiki priporočamo tudi za dolgi rok, no. Skratka, smiselno je upoštevati svoje telo, in njegov odziv. No, gospa Tanja je postavila to vprašanje v zvezi s perfekcionizmom, ki ste ga omenila, gospa Tina, ampak to smo že odgovorili. Zdaj pa gospod Bernardo zanima, kako diagnosticirate KVČB. Kaj, če je prisotno samo številčnejše odvajanje po obrokih in utrujenost? Je to lahko že skrbi zaradi tega? Jaz mislim, da v bistvu razlogov, ki povzročajo bolj pogosto odvajanje, je zelo, zelo veliko in KVČB je en redkejših od njih, no. Tako da, sploh če ni alarmnih simptomov, je verjetnost relativno majhna, no, da bi to bilo, ampak vseeno, v vsakem primeru
če je sum na to, je smiselno če so simptomi, je smiselno raziskati, kaj jih povzroča. Za potrditev KVČB je pa navadno potrebna histologija, kar pomeni, da moramo narediti ileokolonoskopijo, se pravi z biopsijami, in potem, če se tam tudi na mikroskopskem nivoju potrdi, je potem diagnoza navadno potrjena. Hvala lepa. Gospa Metka sprašuje, kaj v primeru, ko po več kot 4-mesečnem jemanju antidepresivov ni nikakršnih pozitivnih rezultatov oziroma razlike, je smiselno nadaljevati, pravi, da so zdravila uvedli zaradi IBS. Ja, zdaj 4 mesece je res že kar ena doba, tako da zdaj spet odvisno od samega odmerka, lahko je mogoče odmerek prenizek, to tudi dostikrat sama jaz v ambulanti opažam, da imajo uveden antidepresiv ali pa uveden antidepresiv strani izbranega osebnega zdravnika v relativno nizkem, včasih celo v subterapevtskem odmerku, se pravi niti ne v odmerku, ki zares doseže neko zdravljenje depresije, tako da je mogoče za začetek lahko dvig odmerka, če pa ne, pa potem mogoče, če res ni izboljšanja neke simptomatike, menjava antidepresiva, tako kot smo rekli, antidepresivov je en kup, tako da jaz bi zagotovo spodbudila, če ni nekega izboljšanja, mogoče kontakt s svojim psihiatrom ali pa izbranim osebnim zdravnikom, odvisno kdo je to napisal, za nek pogovor, evalvacijo ali mogoče to stvar odmerka ali stvar učinkovine, pa da se zdravilo zamenja. Zagotovo pa stranski učinki so in niso vsi antidepresivi učinkoviti, tako da je stvar zelo individualna in jaz tukaj zelo spodbujam, da se vrnejo nazaj in govorijo o svojih stiskah. No, gospa Slađana sprašuje, kaj narediti, ko nimaš več zaupanja v gastroenterologa, oziroma ga želiš zamenjati, pravi, da gre za najstnika, starja 14 let in se zdravi od svojega 12. leta na pediatrični kliniki. Kaj svetujete, gospod Novak? Ja, vedno je možno tudi v medicini drugo mnenje. Mogoče pa najboljše najprej se pogovoriti z zdravnikom, povedati za te svoje pomisleke glede vsega skupaj, jasno odprti svoje dvome, pa videti, kak bo odziv. V drugi fazi, če je pomisleki glede strokovne obravnave, pa potem možno tudi se biti v obravnavo kateremu drugemu pediatru za nadaljnje vodenje, oziroma prositi za drugo mnenje. No, gospa Sandra sprašuje, ali je kakšna psihološka podobnost med bolniki, ki zbolijo? Na to vprašanje si pa v resnici ne bi upala zares odgovoriti, bi mogla pa kakšne študije pogledati. Zagotovo je med temi, ki zbolijo kot posledica bolezni, ali je pa neka osebnostna struktura pomembno podobna pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo, si pa ne bi upala trditi. Ampak tisto, kar je pa potem, ko zbolijo, pa zagotovo tako, kot smo se dotaknili vsega, nek strah, neko katastrofiziranje, neka tesnoba, neka nagnjenost preverjanju simptomov, izvidov, izogibanje. To so neke take podobne osebnostne značilnosti. Lahko tudi perfekcionizem, ki jih na nek način tudi ščiti. Mi moramo razumeti, da je ta neka potreba pod kontroli, tako kot smo rekli, na nek način tudi funkcionalna in jih ščiti in pazijo pri prehrani in preverjajo stvari in so pozorni na simptome, ampak to lahko že na nek način ovira, se pravi neka bolj tesnobna, da rečem, nagnjenost, ampak da bi pa si upala trditi, kakšni so oni bili preden zbolijo, bi bilo pa v tej fazi z moje strani pa ugibanje. Ampak tisto še enkrat poudarjam, ker se mi zdi pomembno, da si ne nalagajo bremena za to, da so oni odgovorni, da so zboleli. Hvala lepa. No, gospod Tanjo, zanimajo prvi simptomi, ki so pokazatelji kronične vnetne črevesne bolezni. Gospod Novak, lahko samo na kratko strnete. Ja, načeloma so lahko to dosti nespecifični, bolj značilni simptomi so pa krvave driske. Takrat, ko je kri na blatu, to je vedno za nas alarmni znak, vedno delamo kolonoskopije, tako da krvave driske so vedno sprožitelj neke nadaljne invazivne diagnostike, se pravi kolonoskopije. Lahko se pa kaže tudi z bolj nespecifičnimi simptomi, kot so bolečine, utrujenost, hujšanje, bolečine v sklepih, slabokrvnost. Vedno simptomi niso povsem jasni.
Ja. Veliko informacij najdete tudi na spletni strani Društva za KVČB, tudi na Vivi veliko pišemo o tem, tako da vabljeni k branju. No, gospo Majo pa zanima povezava s perimenopavzo in hormonskim zdravljenjem. Zanima jo, ali to lahko pozitivno vpliva tudi na lajšanje tako vnetja kot psihičnega počutja. Gospod Novak, imate kakšne izkušnje? Relativno malo. Načeloma, kar vemo, je, da v nosečnosti, ki je tudi v bistvu hormonsko zelo aktivna, se pri določenih bolnicah stanje pri kakšni tretjini poslabša, pri kakšni tretjini ostane približno enako, pri kakšni tretjini se pa izboljša. Tako da glede menopavze pa teh podatkov ne vem. Nimate. No, gospod Natalijo pa zanima alternativno zdravljenje. Sprašuje po bioresonanci, ki govori o parazitih, bakterijah v črevesju, ajurvedi. Pravi, zanimajo, kako vi gledate na izločanje sladkorja, mlečnih izdelkov, mesa in opozarja na problem beljakovinske podhranjenosti pri KVČB. Gospod Novak, mogoče na tak kratek odgovor še na to. Imate kakšne izkušnje s temi alternativnimi oblikami zdravljenja? Velikrat jih bolniki se poslužujejo, velikrat so nepreverjene, no. Neke stroge, nestrokovne diete brez nekega dietetskega nadzora dietetika so včasih vprašljive. Ključno je, da res vsi bolniki vnesejo zadostno količino vseh mikrohranil in teh tudi mikroelementov in vsega podobnega, tako da preveč izločevanja kakšnih živil temu nekako nismo naklonjeni, no, oziroma vsaj pod nadzorom, no. Je pa dejstvo, da so velikrat bolniki predvsem s Crohnovo boleznijo podhranjeni, sploh če je prizadeto tanko črevo, kjer se absorbirajo vsa ta hranila. En razlog, zakaj so tudi podhranjeni, je poleg tega, da imajo aktivno bolezen, imajo manjši apetit, slabši vnos in še slabša absorpcija in zaradi vnetja je tudi večja potrošnja, no, tako da v bistvu je to velikrat en problem, tako da sploh, če so te težave, je zelo smiselno tudi usmeriti ga k dietetiku oziroma ga tudi podpreti z enimi enteralnimi pripravki, ki jih zelo pogosto pišemo tudi v ambulantah, no, da jih nadomestimo vsa ta hranila in da so hranila dosti uravnotežena, no. Najlepša hvala, gospod Novak in gospa Tina, za vse te odgovore. Mislim, da smo bili zelo izčrpni, odgovorili smo na vsa vprašanja, če smo kakšnega nehote spregledali ali pa se vam bo morda porodilo še kakšno novo. Kadarkoli nam ga lahko posredujete na naslov info@viva.si. Na naši spletni strani www.viva.si najdete tudi dodatne strokovne informacije ter dostop do Vivine zdravniške linije, kjer vam bodo strokovnjaki, s katerimi sodelujemo, z veseljem pomagali. Kot sem že omenila, veliko uporabnih stvari najdete tudi na spletni strani Društva za KVČB. Zdaj mi pa ostane samo še to, da se posebej zahvalim današnjim gostom, gospe Mateji Saje iz Društva za KVČB, zaradi katerega je ta webinar tudi nastal. Vam, drage gledalke in gledalci, ki nas podpirate in se webinarjev udeležujete v tako velikem številu. Tudi danes vas je bilo ogromno z nami, upam, da smo zadostili vašim pričakovanjem in da se vidimo naslednjič. Želim vam prijeten preostanek večera ter seveda čim več zdravja. Srečno!